Gre za pravzaprav spodbudo mladih, da raziskujejo oziroma da najdejo rešitve, kako čim bolj ozavestiti sošolce, učitelje in tudi lokalno skupnost in starše s kampanjo za manj odpadne hrane. Torej, ključno je manj odpadne hrane v šolah in v gospodinjstvih. In ta projekt to naslavlja, tako da pričakujemo res dobre prispevke v smislu video, v smislu plakatov, kot kampanje, kako ta problem nekako prenesti, po eni strani ozavestiti, po drugi strani pa ukrepati. Ključno je ukrepanje, to je pomembno. Tudi gospodinjstva so že sodelovala v naši predhodni kampanji, tudi sedaj bojo. Ta kuhinjski dnevnik odpadne hrane je spletna aplikacija. Preprosto beležimo, katero vrsto hrane odvržemo, jo stehtamo in potem tudi izpolnimo, kam jo to hrano oddamo. A je to hišno kompostiranje oziroma v zabojnik. In ob tem se seveda lahko tudi zamislimo, koliko hrane smo zavrgli, dobimo en podatek zase in seveda, da pri hrani lahko tudi prihranimo. Kar se je pa izkazalo za zelo, zelo učinkovito v šolah, je pa to, da učenci sami merijo količino zavržene hrane in potem tudi prikazujejo z raznimi stolpiči, piktogrami in tako naprej. Torej, če si ti sam vključen v to, če sami to spremljajo in merijo, potem to drugače ozavestijo. Tako da merjenje oziroma dnevniki zavržene oziroma odpadne hrane v šolah so bili eni od ključnih momentov, da smo uspeli v naših, torej v programu Ekošola, kot rečeno 700 stanov, zmanjšati za več kot 30% količino odpadne hrane.